Dobrodošli v Sarajevo. Sarajevo je največje mesto v Bosni in glavni... Dobrodošli v Sarajevo. Sarajevo je največje in prav tako glavno mesto Bosne. Pa dajmo malo v številkah. Trenutno ima Sarajevo slabih 300.000 prebivalcev, z okolico vred pa slabe pol milijona prebivalcev. Pravijo mu tudi Evropski Jeruzalem. Zakaj? Ker tukaj v simbiozi živijo muslimani, pravoslavni kristjani in katoliki in Judje. Upam, da vam bo vlog všeč. Sarajevo je zopet eno od kaotičnih mest, ne tako kot Napoli, žal je znano po eno izmed najbolj onesnaženih mest na Balkanu. Mislim, da eno leto, če se ne motim, je bilo celo najbolj onesnaženo mesto na svetu. Ampak ne me vzeti za besedo, če se spomnim, sem enkrat bral o tem. Ampak je tisto, kar imam rad. Sproščen vibe, skolirani ljudje in zelo dobra hrana. Vprašanje, kakšen bi Sarajevo danes bil, če se ta kurčeva vojna ne bi zgodila. Verjamem, da velesila, kot je Madrid, München in tako naprej. Ampak še vedno velja za eno najbolj sodobnih mest na Balkanu. Zdaj pa še ena stvar, ki jo v Sarajevu moraš obvezno probati. In to je najbolj znana čevapčinica na Balkanu in to je Željo. To je že oligarh. Željo ima kar 3 čevapčinice v samem jedru. Če ne greš probat čevapov v Željo, to je kot da greš v Amsterdam in ne greš na Kurk. Sicer je vedno okupiran strani turistov in težko prideš do fraj mize, ampak je vredno, ker to je wellness za tvoje brbončice. Pa gremo v Željo. To je najbolj znana čevapčinica na Balkanu. Čakaš, dajmo reči od oka, če imaš srečo, 10 do 15 minut. Zdaj smo za 1. maj tu, ker je brutalno ogromno ljudi in smo čakali niti 10 minut. Potem se usedeš, naročiš 5, bodi se 10 čevapov. 5 čevapov je 5 mark, 2,5 evra džabe. Kasneje uživaš o okusih Bosne. Ja. 10 s kajmakom. Hvala. 10 sa kajmakom. 5. 5 ovdje, samo malo. Preprosto, enostavno. In ne bomo nič dolgotvezli, samo prvi okus komentiram. Tisti, ki ne vzame čebule in kajmaka, ne vem, kaj si gej. Ujebol ti majku. Ko naročiš čevape, ne mi neke fante, Coca-Colice in te pederske pijače, naroči jogurt, domač, kolega, ko je gubast. Evo, on je pravi Bosanc, boš potrdil? Absolutno. Ne mi neke fantice, Coca-Colice, ne, pogled tam, neke fine dame. Kaj sploh hodijo, sem jaz. Pa še eno nepisano pravilo, ko naročiš čevape, bog ne daj naročiti kot dodatek ajvar, majonezo, kečap, ker po mojem s tem užališ čevapčinico. To delamo v Sloveniji. Točno iz tu je leta 1914 Gavrilo Princip ustrelil prestolo naslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo. Ubogi Gavrilo takrat ni imel pojma, kaj je s tem sprožil. Sprožil je Prvo svetovno vojno. Gavrilo, kjerkoli si, ja, naredil si pizdarjo. Čuda da se dese, pa da Miljacka mostove odnese. To je ta famozna reka, o kateri pripeva eden večjih balkanskih pevcev Halid Bešlić, ki je že ničkolikokrat poplavila Sarajevo. Če si bil v Bosni in nisi bil na pijaci oziroma tržnici, nisi bil v Bosni. Zdaj gremo na pijaco. Nekaj pijac je v Sarajevu. Najbolj znana je Ciglane, tudi najbolj taka, dajmo reči, primitivna. Ampak z najboljšo robo. Zdaj pa iščem taksi. Tisti, ki imate nekoga iz Bosne, dobro veste, kaj je pijaca. Tisti, ki pa ne, to je navadna tržnica, s tem, da na tej tržnici dobiš od fake Gucci trenerke, dres od Mesija do karburator 16 za Tomos APN 6. Tako da to zgleda tako.
To je meka za vse, ki želijo nositi Gucci trenerke, ampak si original ravno ne morejo privoščiti. Udrimujo. Se pravi, Instagramu še to, kar vidite po Instagramu, 90% robe je ne ravno iz te tržnice, ampak iz nekaj takega. Evo ti. Kakve su cijene? Te su 30 km. 30. Cijene su znači od 20 do 120, zavisno. Ok. Da, kontam. Te nisu slabe. Kijak da vprašam za ceno. Vse imaš. Kvaliteta, dobim sirček na tiču. Ampak dobro, iskreno eni par izgleda kar v redu, tako da za tisti, ki ni mahnjen na Superge, ne bo prepoznal, če je fake. Zakopati jarke, ampak majster ima trojanski krov. Da, to je naš ponos, to je naš ponos. Ko da smo v nekih favelah. Zdaj iščem, jaz sem pravi moji člani, ker že nekaj let sem kupil pri njih in imam najboljšo robo. Ni ta material, ki dobiš vse bolezni, ko oblečeš, ampak mislim, da sem jih najdu. Levo. Fiks. Evo, to so moji člani. Končno smo jih najdli, da vidimo. Ampak moraš iti not. Tu notri za temi stenami je pa zakladnica fake oblačil. Te boš vzel, Denis? Samo je pa... Kaj? Slabo. Vrvim do skupaj, ne, to mora biti. A, mora biti? Pozorni se na detajle, moji člani, vidiš? Tu imaš kar češ. Šta treba ih se? Evo baka prase. Vse to imaš dejansko dobre stvari, kar se tiče majic. Tu sem jih kupil že nekaj in še danes jih imam. Pa tudi ni ona kvaliteta, da dobiš hemeroide. Te so recimo 120 mark, to je okoli 60 evrov. Louis Vuitton. A koliko je cena za ove? Ove su 350. 350 maraka. V glavnem, ja, nisem hotel nekaj snemati, ker so bili tečni. Ni ravno cool, da snemaš, ampak sem rekel, raje ne bom, ker se mi ne da poslušati in tako. Tukaj imamo modrce za OnlyFans. Če boste kupili kaj. Evo, dresi. Ta? Jaz si tako iščem samo dres. Evo, tukaj. To bo oblekljena naša, pa dala ceno za 5 evrov dražje naročnina. Zelo popularna trenerka pri gaserjih. Je lepa? Zdravo, Denis. To je moj prijatelj Denis. Material je vedno problem pri vseh teh, dragi moji. Denis, strokovnjak za Superge. Ni te, niso ti bile všeč? Lowest quality. Tu naprej bodo posnetki z GoPro, ker ne bi rad uničil svoje primarne kamere, ker ga gremo pet. In zdaj plan je tak, da gremo pub crawling. To je iz gostilne v gostilno, v vsaki gostilni spiješ drink. Zdaj, do kje bomo prišli, ne vem. Fuck! Zveni. Čakaj. Aj samo. Ajmo popiti nešto. To prosijo denar, ampak te, ki prosijo denar, so bolj več ali manj skem. Oh, ma de, fuck! Oh! Sara, to vidiš. Pizdo sem pijan, oh fuck. Pizda, kako ni dovoljeno z orožjem, če sem jaz vstopil s trdim. V glavnem, tretji lokal, ček. Jesu ne, to je od Črnih Gor. V Sloveniji je običaj, da obrekujemo sosede na tisoč in en način, v Bosni je pa, da se obvezno
spije kava, predno se karkoli dela. Ne? Tako če si v Sarajevu, moraš probati. Tudi če ne piješ kave, jaz recimo ne pijem, ampak moraš probati spiti kavo na Baš čarši, tako lepo prekrižati noge. In oni bi rekli temu čejfit. To pa pomeni uživati, biti v neki dobri energiji. Na zdravje. Evo, viš, sem vedel, kam je. A ja, cena. Cena kave z vsem tem turškim sortimentom te pride 4 marke. Kar je v Sloveniji, piše riši 2 evra. To je pa zdaj najdražja pijača v Sarajevu, ki se nahaja v samem jedru Baš čaršije. Cene so, če primerjam z ostalimi pijacami, tu v bližini centra so cene krat 2. Je tudi malo bolj nobel, tak Istanbul, navdih. Tako da vse je zasoljeno, kar je za pričakovati in tudi iskreno s temi prodajalci to se cenkati ne da. To ne spusti cene, da si bog, ker pač dobro ve, da bo prodal kat tat. Od vseh onih wanna be Andrew Tate po Instagramu, ki furajo Rolexe, so najverjetneje kupili tu. Evo. Tako pa se sliši oziroma zgleda, ko hodža poziva k molitvi, ezan, če se ne motim. Ne vem, ko si v Sarajevu, bom rekel, da paše to poslušati, ker pač se upada k mestu. In lih to je, bom rekel, čar takih potovanj, da razumeš drugo kulturo, ne pa tista SDS, ozkoglednost in primitivnost. To je to, uživajmo v petju hodže. Snemaš? Sarajevo ima tudi velik problem s klateškimi psi. Leta 2012 jih je bilo v Sarajevu 12 000, v leta 2022 so jih zabeležili okoli 3 000, to je še vedno preveč. In te kužki so pač bogi. Nočem vedeti, kaj delajo z njimi, ampak so zelo plašni, nezaupljivi. Veš enkrat, ko imaš psa, ki bi za njega dal oba jajca, jetra, ledvice, te boli gledati te kužke, veš, samo nimaš kaj. To je pač Balkan. Čaršija pita, duša mi još kraj miljanske skita, znaš da je srcu mom Sarajevo drugi dom. Še ena stvar, ki jo moraš obvezno probati, ko si v Sarajevu. Zdaj, če si vegan, po moje boljše, da ostaneš doma. In to je burek. Burek in pite. Brez tega Sarajeva ne smeš zapustiti. To bi moglo biti zakonsko uverjeno. In zdaj gremo probati, baje najboljši burek in pite v Sarajevu. Zdaj smo v burek džinici Sač, tam, kjer dobiš burek in ostale pite, to burek džinica, kjer pa prodajajo čevapčiče, kjer jih strežejo, nudijo, je pa čevap džinica. Tako da ta najvelja za najboljšo v centru na Baš čaršiji. In Denis, katera je tvoja najljubša? Pita z bučkami oziroma tikvenica. Tikvenica. Več o tem, ko pride burek na mojo mizo. Evo še ena taka, dajmo reči, pereča tematika. V Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem in drugih državah, se burek smatra za vse. Recimo skutni burek, sirni burek, pica burek, ne vem kaj, še jabučni burek, ni da ni, to je greh. Smrtni greh. Burek je samo burek. Burek je pita iz mesa, to je burek. Vse ostalo so pite, spravi krompiruša, zeljanica, sirnica in tako naprej. In to tu je burek. In če boš vprašal Sarajlija oziroma Sarajevčana, kaj je burek, bo rekel pa burek. Ne bo rekel, to je z mesom, ker je logično, ne? Te neke pica burek. A ja, to je kot da bi recimo v Sarajevu prodajali jabučni štrudel narejen iz bikovih jajc. Pač ne obstaja, jabučni štrudel je iz jabolk. Dobar, to je kupitsko mater, je dober. Gdje ugasni sram me je. Sve su pite, pitice, samo je burek pitac. Ja. Možda tu prodajamo. A ja, cena te zanima. Cena ene take pite oziroma bureka je 5 mark, to sta 2,5 evra. Ampak za ta 2,5 evra okusiš Michelinovo zvezdico.
Evo majke mi. Najbolj znan del Sarajeva, to je Baš Čaršija. Baš Čaršija pomeni, Baš pomeni glavni, Čaršija je pa del mesta, se pravi glavni del mesta in to je Baš Čaršija. Baš Čaršija je bila pred velikim požarom, mislim da 2-krat ali celo 3-krat večja kot je zdaj, ampak požar je zažgal vse, kar je bilo še okoli in to je ostalo. Tu na Baš Čaršiji se najbolj dogaja največje ljudi in se močno čuti vpliv Turkov oziroma Osmanskega cesarstva. In dejansko Baš Čaršija te potegne vase in bi se lahko sprehajal ure in nikakor ti ne dopizdi, ker ima en tak vibe, uživaš v tem, poceni je. Ko te Baš Čaršija ujame, te težko spusti. Verjetno si že videla, predvsem Instagramu še, kjer pozirajo pred tole zadevo za mano. To je Sebil. Sebil v arabščini pomeni mesto ob cesti, kjer je voda. In včasih 100, 200, 300 in več let nazaj so tukaj delovali nekakšni uradniki, ki so delili vodo mimoidočim. Ta zadeva je prav tako pogorela v tistem velikem požaru in to je zdaj, mislim, da če se ne motim, replika, ki jo je na koncu, mislim, da dizajniral celo Avstrijec. To je najbolj znana stvar v Sarajevu in če ga vtipkaš v Google Sarajevo, to je prva stvar, ki jo boš videl. Če spiješ vodo iz vodnjaka oziroma Sebilja, pomeni, da se boš sigurno še enkrat vrnil v Sarajevo ali boš tu ostal zavedno. To ni nobena packarija ali pa umetnost, to gre za sarajevske ruže, ki so nastale zaradi granat v času, ko so oblegali Sarajevo. 1425 dni. In te luknje in krateri so nastali zaradi granat, ki so prihajale iz hribov okoli Sarajeva in po teh hribih okoli Sarajeva je bilo okoli 120 minometov in 250 tankov, ki so vsak dan obstreljevali Sarajevo. Največ ljudi od ene granate je umrlo kar 68. Na dnevni bazi je na Sarajevo padlo do 300 granat, rekord pa je padel leta 1993, poleti, ko je na Sarajevo padlo skoraj 4000 granat. To je 157 granat v eni uri. In kasneje po koncu vojne so vse te kraterje in luknje obarvali v rdečo barvo z rdečim voskom. Ta rdeč vosek pa uprizarja kri in barvo rož in te pike okoli, ki so nastale zaradi granat, uprizarjajo cvet. To je, se pravi, kot nek spomenik vsem žrtvam, ki so podlegli zaradi granat. Jap, tako kruta je bila vojna v Bosni. Zapali mi maj. Idemo zdaj malo govoriti o vojni, sicer bi se te tematike najraje izognil, ker poslovne fore, ko je počel rat, ampak bilo bi nesramno, da preskočim to, ker Sarajevo je vojna le močno zaznamovala. Vojna v Bosni se je začela 92. Končala se tam 96. Samo v Bosni je v tem času umrlo 100 000 ljudi. To so bizarno brutalne cifre. Sarajevo je bil najdaljše oblegano mesto v moderni zgodovini človeštva. To je trajalo 1425 dni. Začelo se je pa tako, da se je Bosna odcepila od Jugoslavije in želela postati neodvisna, ampak to ni bilo po godu bosanskim Srbom, ki so potem s paravojaškimi silami in s pomočjo JLA začeli okupirati Sarajevo in vse to je financirala Jugoslovansko ljudska armada, JLA, in ostale vlade. In zato so imeli bosanski Srbi dosti več orožja kot Sarajevčani. Oni dejansko niso imeli nič. Cilj okupatorja oziroma bosanskih Srbov je bil, da izstradajo narod, da jih trpinčijo z lakoto, poleg vseh grozot, ki so jih počeli. Ampak kljub temu se prebivalci Sarajeva niso vdali. Ne predstavljam si, niti nočem vedeti, kakšno življenje to je bilo, ko ne veš, da bo na tvojo glavo priletela granata. In v vsem tem času in zaradi vsega tega bombardiranja je bilo poškodovanih oziroma totalno uničenih 30 000 stavb. Ne vem si sploh predstavljati, koliko je to. In zato še dan danes, pa ne samo v Sarajevu, ampak po celotni Bosni se da videti luknje v zgradbah, odmetkov, razstreljene zgradbe in tako naprej. V Sarajevu je tega toliko manj, sploh v mestnem jedru, ampak ko greš že malenkost iz mestnega jedra, lahko vidiš prestreljene stavbe in tako naprej.
je kar grozno je to gledati, ker takoj dobiš neko sliko, kaj se tu vse moglo dogajati. Temu ni bilo videti konca, to je trajalo in trajalo, umrlo je, mislim, da 13.000 ljudi in okoli 50.000 ranjenih in poškodovanih, od otrok, vojakov in navadnih civilistov. In jebem ti dan, ko se je ta vojna zgodila, tako bom rekel. Ker v Sarajevu mogoče še ne čutiš tega, kaj je vojna naredila, tako močno, kot ga čutiš v okolici Sarajeva in v ostalih mestih po Bosni. To je Vječnica oziroma City Hall in leta 1992 so srbski zločinci v tej stavbi zažgali univerzitetno knjižnico in naj bi zažgali okoli 2 milijona knjig in vseh pomembnih listi in papirjev in tako naprej. Ko govoriš s taksisti, pravijo, da to so še mesece potem bil ta pepel od knjig v luftu, tako da jebem ti rad. In kljub temu, da so te ulice 30 let nazaj videle najhujše grozote tega sveta, te ne pustijo v hotel in enostavno te zadržijo tu, da uživaš in doživiš ta, dajmo reči, balkansko-turški čar. Ignorirajte, prosim, ta kreativni nered, ampak tu samo spimo. Soba nič posebnega, hotel Libris, majhna, a prisrčna kopalnica. Za 3 nočitve z zajtrkom smo odšteli 180 evrov. Jaz mislim, da je to vseeno poceni, glede na to, da se hotel nahaja streljaj stran od Baščaršije, čist je urejen in to je to. Tako da vedno, ko gremo v Sarajevo, mi je vseeno, kje spim, samo da je čisto, ker itak vem, da bom samo spal tu. Pa še to, balkonček imam, poglej, evo ga. Pogled na Miljacko in direkt nad bencinsko. Tako malo scary, ampak vse na dohvat ruke.